Podjetje Lotrič Meroslovje trenutno zaposluje 120 sodelavk in sodelavcev v 8 podjetjih v 6 državah. Od Avstrije do Makedonije, zaposlenih predvsem na področju izključno merjenja, ampak fizikalnih veličin, kemijskih veličin, elektroveličin. Tako da naše kalibracije, preizkušanje so potem zaobjete v akreditacijskih postopkih, preverjene strani akreditacije, v tem primeru slovenske. To so ocenjevalci, pridejo iz različnih držav, seveda nekih dobra polovica je slovenskih, ostalo so pa svetovni strokovnjaki, ki prihajajo verjetne nadzore. S tem v bistvu moramo dosegati zmerom višje standarde, potrebujemo mlade, sposobne, navdušene strokovnjakinje, ki nam pomagajo na tej poti do te akreditacije. Moja prva asociacija je to, da sem bil tudi sam vajenec. Ti spomini so zanimivi, sošolke, sošolci so tisti, ki pravzaprav bogatijo vse skupaj, in pa ta pestrost prakse pa teorije. No, tukaj noter je, bom rekel, že od tukaj zelo dober občutek za vajeništvo, ne. In zaradi tega mogoče ga bolj spodbujam. Za vsako stvar je treba tudi delati, je treba tudi nameniti nekaj svojega časa, se pravi v podjetju, zato da mladi najprej morajo prepoznati podjetje kot, dajmo reči, kot prvo izbiro, ne, ali pa kot zanimivo podjetje vsej, ne, da saj, ne vem, grejo na spletno stran, pobrskajo malo po Facebooku. Da ponudimo možnost opravljanja različnih praks, možnost opravljanja diplomskih nalog, seminarskih nalog. Razvili smo model teh meroslovnih uric, tako kot smo rekel zdaj v vrtcu, pa gremo v osnovne šole, gremo v srednje šole, kamorkoli nas povabimo, tudi na fakultete, predvsem pa potem na teh višjih stopnjah izobraževanja pa povabimo k seminarskimi nalogami, k diplomskimi nalogami. Najprej je treba izkazati interesa, ne. Najlažje verjetno je neka spletna stran, drugače pa vsak dan imamo odprte vrata, tako da se tudi osebno lahko zglasijo, to je ena zadeva, druga stvar je spletna stran, so spletni obrazci, je elektronska pošta na info@lotric.si, telefonske številke, skratka, na kakršenkoli način. Najprej karkoli, ko rečemo dober dan, se moramo spoznati, ne. To se pravi, mi moramo spoznati, kdo prihaja, in tisti, ki prihaja, tudi mora spoznati podjetje. Ta podjetje, to se pravi, ključno je potem varnost pri delu, ena prvih stvari, s katerim se prvi dan srečujemo, ko spoznamo sodelavce, sodelavke, potem so neka pravila, ki obstajajo, obstajajo neka pravila, ki so zapisane v zakonu, ki so v kolektivnih pogodbah zapisane, ki so potem še na nižjih nivojih pravilnikih podjetij, s tem najprej seznanimo, najprej prvi teden, bom rekel, se zelo veliko pogovarjamo o tem, o nekih odnosih, ki morajo biti v podjetju in med tem vajencem, ki prihaja. Mogoče pa so kakšne specifične potrebe, ne. Podjetje ima absolutno specifične potrebe, verjetno jih ima tudi ta, ki prihaja, ta mlada oseba, ne vem, in takrat en tak odkrit pogovor že takoj pove, kako in kaj. Se mi pa zdi, da je pomembno že prvi dan povedati, kdaj se začne služba, kdaj so odmori, kaj vse je treba, kaj vsega čaka že prvi dan, da ni to prevelik stres na koncu koncev. Moram reči, da v zadnjem času je, nekaj let v zadnjem času, pa prihaja do tega, da so tudi izreden zavzeti tudi profesorji, ki jih pošiljajo vajence, dijake v podjetje. Oni spremljajo zadevo, jih zanima, kaj ta mlad človek pri nas dela, in njega sprašujejo, nas sprašujejo, in to je preko ta prav odnos, in da ta, ne vem, vajenc, ko pride, da ni nekdo, ki bo, ne vem, pometal po firmi, da bo pospravljal po laboratoriju, ampak je nekdo, ki prejema znanje od nas, To moramo nekako v podjetjih zastopiti, da nas za to potrebujejo. Trenutno imamo enega vajenca iz šolskega centra Škofja Loka za poklic orodjar. In v našem okolju, v naših proizvodnih procesih nimamo stružnic, reskarjev, se pravi obdelovalnih strojev.
Zaradi tega smo se s sosednjim podjetjem v bližini Mebor smo se dogovorili, kjer imajo tudi vajenca, smo se dogovorili za izmenjavo vajencev. In sicer tako, da naš vajenec bo pač osvojil vse znanja, kar jih lahko pri nas, se pravi obdelovanje na teh obdelovalnih strojih, bo pa 1/3 vajeništva preživel pri kolegu. In njegov vajenec od kolega, bo pa prišel k nam. Tako da imamo nekaj več, bom rekel, truda bo potrebne z naše strani, zaradi tega, ker seveda mentorstvo zahteva v tem primeru, ampak zagotovo sva pa oba prepričana in tudi seveda vsi, ki so ta program potrdili šolskega centra Škofja Loka, da bo to pač odličen primer, kako se pa da priti do neke izobrazbe oziroma poklica, bom rekel, s čim več dejansko prakse. In to je vajeništvo.